Razmišljala sem, kaj narediti za ta Halloween in sem se velikokrat spomnila, da bi brala scary zgodbe, ampak to sem dostikrat že počela. In potem te zgodbe niso vedno resnične in če nekaj ni resnično, nam ni tako scary. In potem sem se spomnila, ok, gremo v Halloween true crime, ker guess what? Velikokrat za Halloween so se dogajali dejanski zločini, ampak pol sem se spomnila, da vam lahko predstavim več različnih Halloween umorov. Torej umorov, ki so se tekom zgodovine zgodili na točen ta dan, ki vi to gledate, na 31. oktobra različnih let, tako da keep in mind, tole je vse popolnoma resnično. Vzem si čas, natoci deci vina ali pa vročo čokolado, prisluhen, mogoče si v džimu telovadiš ali pa v avtu furaš, nima veze, lahko samo poslušaš. Tako da, gremo na prvo zgodbo oziroma prvi resničen umor. Naslov je Deklica, ki se ni nikoli vrnila domov, Lisa Ann French, leta 1973. Zunaj je bilo tisto popolno oktobrsko popoldne, ko je zrak ravno prav hladen in ti v nos ostane vonj po bučah in mokri travi. V soseski Fond du Lac v Wisconsinu so se ulice počasi polnile z otroki. Kostumi, ki so jih šivali starši, so se cvetlikali pod uličnimi lučmi, zrak pa je bil poln tistega vznemirjenja, ko si star 9 let in imaš pred sabo celo noč bombonov in adrenalina. Lisa Ann French je tisto leto nosila preprost kostum, želela je biti potepuh. Na glavi je imela klobuk, na ramenih staro strgano jakno, obraz pa je pobarvala s sajami. Njena mama jo je še zadnjič objela in je rekla, naj bo nazaj do 9. Lisa se je nasmehnila, pograbila vrečko za bombone in se odpravila na pot. Sprva je hodila s prijateljico, a ta je imela hišen pripor in se je mogla zaradi tega prej vrniti domov. Lisa je potem pot nadaljevala sama. Pot jo je vodila mimo hiš, ki so dihale toplino, mimo buč z izrezanimi nasmehi, mimo glasov otrok. Nikoli se ni zdelo, da bi bilo lahko kaj nevarnega v kraju, kjer vsi poznajo vse. A medtem, ko je Lisa hodila po ulici, jo je eden od sosedov opazoval skozi okno. Gerald Miles Turner Younger je živel le nekaj hiš stran. Lisa ga je poznala. Pozdravila ga je že prej, bil je eden tistih prijaznih sosedov. Ko je potrkala na njegova vrata, jo je povabil noter. Morda po bombone, morda na kratek klepet in da počaka, da on skoči po bombone. Nihče ni slišal, kaj se je zgodilo potem. Lisa ni nikoli prišla domov. Naslednji dan je policija razglasila iskalno akcijo. Sodelovalo je več kot 5000 ljudi. Prečesali so gozdove, jarke, parkirišča. Šele čez 3 dni je kmet našel nekaj, kar se mu je zdelo kot vreča z odpadki. Ko se je približal, je ugotovil, da so v eni vreči dekličina oblačila, v drugi pa njeno telo. Kasneje se je izkazalo, da jo je Turner spolno zlorabil in ubil. Nato pa truplo pustil v jarku ob cesti. Priznal je šele leto kasneje in takrat je bil obsojen na skoraj 40 let zapora. Vendar zgodba s tem ni končana. Zaradi tega zločina je Wisconsin potem spremenil zakon. Danes ga poznajo kot Turnerjev zakon. Po njem lahko država zadrži obsojene spolne prestopnike tudi po prestani kazni, če ocenijo, da so še vedno nevarni. V Fondu Laku pa starši še danes otrokom pripovedujejo, zakaj jih na noč čarovnic nikoli ne pustijo samih. In čeprav je minilo že več kot 50 let, se Lisa Ann French še vedno pojavi vsako leto oktobra, kot opomin, da lahko tudi najbolj nedolžen praznik v trenutku postane najtemnejša noč. Druga zgodba. Oče, ki je ubil z bombonom. Ronald Clark O'Brien. Ta umor se je zgodil 1974 leta. Noč pozneje, leto pozneje, le nekaj 100 km južneje od tiste prve naše zgodbe, Deer Park, Texas. Dež je pršil po asfaltu. Veter je premikal plastične buče na verandi. Otroci so se smejali in tekali od hiše do hiše. Trick or treat! Vse se je zdelo tako popolno, tako nedolžno. Ronald O'Brien je tisto noč stal pred ogledalom. Na videz običajen oče, urejen, zaposlen, spoštovan v cerkvi. A v žepu je nosil nekaj, kar ni imelo nič skupnega z veseljem ali pa veselim praznikom. Tistega Halloweena je svojemu 8-letnemu sinu, Timothyju, dal velik rožnat pixie sticks bombon. To je tiskaj tako palčko zavit sladkor praktično. Timothy ga je pojedel in nekaj minut pozneje se je zgrudil. Njegov oče je kričal, mama je jokala, sosedje so tekli na ulico. Do prihoda reševalcev je bilo prepozno. Preiskava je pokazala, bombon je bil zastrupljen s cianidom. Policija je najprej mislila, da gre za naključno tragedijo, a hitro so ugotovili, da so podobne bombone prejeli tudi drugi otroci. Vsi iz rok istega človeka.
Ronald O'Brien je kmalu postal glavni osumljenec. Izkazalo se je, da je bil do vratu dolgovih. V nekaj mestih pa je sklenil več polic življenjskega zavarovanja za svoje otroke in to ravno pred nočjo čarovnic. Njegov načrt je bil preprost. Ubiti sina, dobiti denar in se igrati vlogo žalostnega očeta. Na sojenju so ga poimenovali The Candyman, človek, ki je zastrupil Halloween. Junija 1975 je bil obsojen na smrt. Usmrčen je bil 10 let pozneje, 31. marca 1984, v zaporu v Teksasu. Ironično, v tisti noči, ko so ga usmrtili, je pred zaporom stala množica ljudi oblečenih v kostume, ki so kričali trick or treat. Tretja resnična Halloween zgodba oziroma umor, zabava, ki se je končala v krvi. Kenneth A. Lindstrand, 1969 leta. LA, Los Angeles, 31. oktober 1969. V soseski Van Nuys se je skozi noč slišala glasba. Hiša na vogalu je bila okrašena z bučami, pavšalnimi pajčevinami in pisanimi lučkami. V dnevni sobi so ljudje plesali v kostumih. Nekdo kot pirat, drug kot Frankenstein. V zraku je bil vonj po alkoholu, cigaretih in cenenemu parfumu. Kenneth Lindstrand, 32-letni prodajalec avtomobilov, je bil eden tistih, ki so prišli sam na enega. V rokah je držal kozarec viskija in se šalil s sodelavci. Bil je prijeten. Mal preglasen, vedno nasmejan. Tip človeka, ki ga imajo vsi radi na zabavi. A tisto noč je v sobi čutil neko napetost. Nekaj med njim in 3 moški z njegove službe, nekaj, kar ni imel lih veze s to zabavo. Proti koncu večera so ga povabili na zrak. 3 moški, cigareta v ustih, rekoč, da gredo pogledat en avto. Kenneth je šel z njimi. Naslednje jutro je bilo dvorišče prazno. Njegov avto je stal ob robu ceste, vrata odklenjena in ključi v avtu. Policija je njegovo truplo našla nekaj dni pozneje v odtočnem kanalu, več kilometrov stran. Bil je brutalno pretepen, večkrat zaboden in zavit v črno plastično vrečo. Preiskava je razkrila ozadje, ki je bilo temnejše, kot so sprva mislili. V avtosalonu, kjer je Kenneth delal, so 3 njegovi sodelavci sodelovali v nezakoniti prodaji ukradenih vozil. Kupovali so avtomobile brez dokumentov, menjali številke sašije in jih probali naprej prodati kot nove uvoze. Kenneth je to odkril in jim zagrozil, da bo zadevo prijavil. Tiste noči so ga zato povabili na pogovor, na zrak, da bi ga po njegovih besedah samo prestrašili. Toda stvari so se hitro izmaknile nadzoru. Ko je začel kričati, ga je eden udaril, drug zadržal in tretji zabodel. Panika je zamenjala pijan smeh in v noči, ko so vsi okoli nosili maske, so oni skrivali truplo prijatelja. Četrta resnična zgodba oziroma zločin za Halloween, naslov Deklici, ki se nista nikoli vrnili. Teresa Hall in Sherry Gordon, 1984 leta. Decatur, Illinois, mesto, kjer vsak pozna vsakogar. Tistega 31. oktobra 1984 leta sta 2 deklici, Teresa Hall in Sherry Gordon, komaj čakali, da se zmrači. Vsako leto sta šli skupaj po bombone, po isti poti, mimo istih hiš, do iste ulice, kjer so vedno dajali največ čokolade. Odšli sta malo po 7. Oblečeni sta bili v doma narejena kostuma. Ena kot princeska in druga kot čarovnica. Smeh, sladkarije, ropot majhnih čevljev po pločniku. Za njima se je svetila veriga uličnih svetilk, pred njima pa se je odpiral svet otroške vznemirjenosti. Zadnjič jo je kdo videl okrog 9. ure zvečer, ko sta se ustavili pri trgovini za vogalom, da bi preverili, koliko sladkarij imata. Ena od sosed je povedala, da sta se potem odpravili proti staremu železniškemu prehodu. Poti, ki sta jo vedno obrali, ker je bila njuna bližnjica do doma. Toda tisto noč domov nista prišli. Naslednje jutro so se začela iskanja. Policija, prostovoljci, lokalni gasilci. Vsi so prečesavali mesto. Po 2 dneh so našli njuni plastični vedrčki v jarku ob cesti, nekaj kilometrov stran. Šele čez 3 dni pa je kmet v gozdu naletel na nekaj, kar je sprva mislil, da je star vzmetnik pokrit z listjem. Pod vejami sta ležali Teresa in Sherry. Obe sta bili zelo rabljeni, zvezani z električnim kablom in udarjeni po glavi. Tereso so našli delno oblečeno, Sherry je bila pokrita s kosom tkanine, kot da bi nekdo poskušal približno prikriti, kaj vse se je zgodilo. Na kraju so našli tudi cigaretne ogorke in del črne jakne.
Primer je šokiral mesto. Policija je zaslišala več osumljencev, vendar noben dokaz ni zdržal. Zgodba je počasi poniknila. Primer pa je ostal ena tistih Halloween legend, o kateri se je govorilo še petaje, da nekdo tam zunaj še vedno hodi po teh gozdovih. Minilo je skoraj 20 let, preden je DNK tehnologija prinesla odgovor. To je bilo leta 2002. Laboratorij v Illinoisu je povezal biološke sledi s profilom moškega po imenu Melvin Johnson. Nekdanji zapornik, ki je bil že v zaporu zaradi drugega umora. Johnson je živel v Dekaturi v času zločina. Bil je sam, pogosto na cesti, in tisto noč je policija prejela več prijav o neznancu v avtu, ki je otrokom ponujal vožnjo. Preiskovalci so z DNK dokazali, da je bil v stiku z obema deklicama. Johnson je umrl v zaporu, še preden so mu uradno sodili za ta primer, a primer je po skoraj 2 desetletjih zaprt. Starši deklic so na obrobju mesta postavili majhno marmorno ploščo. Na njej piše samo spomin na 2 deklici, ki sta odšli po bombone in se nista nikoli vrnili. In to nas pripelje do zadnje 5. resnične zgodbe oziroma zločina za Halloween, in sicer ko je grozljivka postala resnična. Richard Delmer Boyer, 1982. Fullerton, Kalifornija. V dnevni sobi je gorela televizija. Na zaslonu so tekle krvave scene iz filma Halloween 2. V zraku je bil vonj po pivu in cigaretah. Richard Delmer Boyer je sedel na kavču, oči rdeče, roke nemirne. Bil je pod vplivom drog, prestrašen in prepričan, da ga nekdo opazuje. Če filma ne poznaš, Halloween 2 je nadaljevanje kultne grozljivke Johna Carpenterja. Zgodba se dogaja v bolnišnici takoj po dogodkih prvega dela. Zunaj dežuje, ulice so prazne. Michael Myers, morilec v beli maski, počasi hodi skozi sterilne hodnike in eden za drugim pobija ljudi. Film je znan po tem, da zareže gledalca. Ne zaradi nasilja, ampak zaradi tišine med napadi, zaradi tistega pritiska, da se nekaj bliža, čeprav ne veš točno kaj. Boyer je bil že dolgo nestabilen. Že kot mladostnik je imel težave z drogami in je bil večkrat v psihiatričnem nadzoru. Zadnje mesece je jemal PCP, LSD in amfetamine, pogosto tudi skupaj. Zadnji dnevi pred umorom so bili po zapisih sodišča mešanica halucinacij in strahu, da ga preganjajo duhovi. Tistega večera je sedel pred televizijo in gledal Halloween 2. Kasneje je pričal, da se mu je zdelo, kot da je film oživel. Zvok noža, kapljanje krvi, tisti počasni koraki morilca, vse se mu je izlezlo pod kožo. Rekel je, da se mu je zdelo, kot da Michael Myers gleda njega in ne obratno. Po filmu je vstal, vzel avto in se odpeljal skozi mesto. Kasnejša preiskava je pokazala, da je bil pod vplivom več substanc. Verjetno je blodil, mislil, da mu nekdo sledi. V neki točki se je ustavil pred hišo starega para, Frances in Clarence Dobson. Poznal jo je od prej. Včasih je tam opravljal manjša opravila, kosil travo, pomagal pri hišnih opravilih. Ob približno 1 ponoči je stopil k vhodu in potrkal. Ko sta odprla, je bil videti raztresen. Govoril je nesmiselno, nekaj o tem, da nekdo pride po njega in da mora zakleniti vrata. V naslednjih minutah se je vse zalomilo. V napadu, ko so ga kasneje opisali kot divjega, nepredvidljivega in nečloveškega, je Boyer oba zabodel. Moškega 24krat in žensko 19krat. Policija je rekla, da prizor ni bil podoben načrtovanemu umoru, ampak izbruhu panike. Ko je zapustil hišo, je kričal nekaj o pošasti, ki jo je treba ustaviti. 2 uri kasneje so ga našli. Blodil je po cesti, bled, umazan od krvi in še vedno pod vplivom drog. Na zaslišanju je rekel, da ne razume, kaj se je zgodilo. Da so samo spomini, film kri in pol tema. Na sojenju je obramba poskušala dokazati, da je film Halloween 2 sprožil njegov psihotični napad. Poroti so celo predvajali film, prvič v zgodovini ameriškega pravosodja, da je grozljivka postala dokaz in je bila del sodišča. Toda sodišče ni sprejelo razlage, da ga je film pahnil v umor. Boyer je bil obsojen na smrt. Primer je postal simbol razprave o vplivu medijev in nasilja. Ali lahko umetnost res sproži zločin? V Boyerjevem primeru odgovor ni bil enoznačen. Film ni ustvaril pošasti, le pokazal jo je človeku, ki jo je verjetno že nosil v sebi. Dragi moji, to so vse te zgodbe. Upam, da boste imeli spooky Halloween in da so te imeli lepo, ali boste doma uživali pogledati kakšen film, večkrat tale sladkarije, ali pa da greste kam žurat, kot jaz. Predni bode radi smejte, se gledamo naslednjič. Alien Mama out. Bye.